Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalne bistriške kabelske televizije v Juniju ali Rožniku, ki je ponovno pretresal vso svetovno javnost, saj se teroristični napadi vrstijo kot po tekočem traku. Kljub vsemu pa se življenje vedno znova vrača v bolj ali manj ustaljene tirnice, tudi na lokalni ravni, kjer smo v preteklem tednu zabeležili vrsto zanimivih prireditev in drugih dogodkov, zato prijazno vabljeni k ogledu današnje informativne oddaje, v katero smo uvrstili nekaj utrinkov z bistriškega in sosednjih občin. Turistični podmladki predstavili svojo vizijo turizma in značilnosti domačega kraja. Zgornjebistriški gasilci bogatejši za novo kombinirano vozilo. Občini Slovenska Bistrica posebno priznanje za ohranjanje čistega okolja. Društvo Ajda z Leskovca in Starega Loga obeležilo 20 let delovanja na področju ohranjanja starih običajev. V Slovenski Bistrici regijsko srečanje odraslih gledaliških skupin. Bistriški teater premierno predstavil Don Quixota ob glasbi vokalne skupine Vivere in plesalk plesne skupine Los Tacones. Na udaru nepridipravov podjetja, stanovanjske hiše in bankomati. Na veteranskem šahovskem turnirju kar 120 udeleženk in udeležencev, najstarejši je štel 90 let. Slovenjebistriški športni vikend postregel z rekordno udeležbo na kar 20 prireditvah. Nino Celec iz Slovenjebistriškega atletskega društva na mednarodnem mitingu dosegel normo za evropsko prvenstvo. V rubriki Lokalne novice o turizmu, gasilcih, ohranjanju naše kulturne dediščine in kulturnih prireditvah. V četrtek, 1. junija, je na Trgu Svobode v Slovenski Bistrici potekalo 11. medobčinsko srečanje turističnih podmladkov. Na prireditvi Tkanje prijateljstva z nitkami turizma so se predstavile skupine vrtcev, osnovnih šol in srednje šole, ki delujejo na območju občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnice. Naša otroška folklorna skupina sestavljajo učenci od 1. do 3. razreda, v skupini pleše ustni balo, kaj je 16 otrok. Mladi prihajajo k folklori, pri njih se igramo razne igre oziroma špilamo razne igre, ki se jih jaz kot otrok špilala, ali pa moja babica pa dede. Plešemo plese, ki se jih je plesalo na našem področju, pa smo jih malo po svoje izoblikovali, se pravi, malo lažje nastavili, da otroci leži tukaj korake zaplešejo.
petek, 2. junija, je bilo slovesno pred gasilskim domom na Zgornji Bistrici. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Zgornja Bistrica so namreč uradno prevzeli novo gasilsko kombinirano vozilo GVC 16/25. Nadgradnjo vozila je izdelalo svetovno priznano podjetje Rosenbauer na terenskem podvozju MAN 13290 s stalnim štirikolesnim pogonom in 12-stopenjskim avtomatskim menjalnikom. To je veliki dan za naše društvo. Zamenjali smo 30 let staro gasilsko vozilo TAM 190 z najsodobnejšim gasilskim vozilom MAN 290 TG. Mislim, da je to zelo velik napredek, ne samo za društvo, tudi za vse občane in občanke na našem območju za zagotavljanje varstva pred naravnimi požari, drugimi nesrečami. Kakšnim vrstam posredovanja pa vse to vozilo namenjeno? To je gasilsko vozilo z cisterno vode 2500 litrov, za to opremo za reševanje, intervencije. Služilo bo za prevoz moštva 7+1. Tako da to vozilo je prvo intervencijsko vozilo in bo zelo nam povečalo operativno moč naše gasilske enote. Financiranje je pač potekalo v obliki našega varčevanja skozi dolga leta, sponzorstva vseh občanov, delovnih firm, ki so na tem območju, občina iz financiranja sredstev za zagotavljanje požarne varnosti. Najeli smo pa tudi en kredit strani Nove kreditne banke Maribor za 6-letno obdobje, tako da mislim, da bomo to zadevo izpeljali tako, je treba. Veseli me, da smo se zbrali v tako velikem številu, da proslavimo ta dogodek in upam, da bomo to vozilo uporabili čim manj za namen, ki je namenjeno, in da bo nam služilo dolgo let. Vozilo, ki je skupaj z opremo in nadgradnjo stalo okoli 250 000 evrov, je zamenjalo 30 let staro avtocisterno TAM 190, ki ni bilo več primerno za operativno uporabo. Občina Slovenska Bistrica že od leta 2010 organizira akcijo čiščenja javnih površin. Vsako leto je akcija bolj množična, namenjena pa je odstranitvi komunalnih odpadkov z divjih odlagališč, vodotokov, ribnikov, okolice šol, vrtcev, sprehajalnih poti, površin ob cestah in ostalih javnih površinah. Poseben poudarek pri čiščenju naravnega okolja je namenjen Bistriškemu potoku Bistriški Vintgar, od centra mesta do Močnika na Pohorju in okolici ribnikov na Pragerskem. V teh letih se je število črnih odlagališč zmanjšalo iz 122 registriranih v letu 2010 na letošnjih 82. Prizadevanja občine Slovenska Bistrica za čisto okolje so prepoznali tudi na Turistični zvezi Slovenije, ki je skupaj z Ministrstvom Republike Slovenije za okolje in prostor na posebnem natečaju, ki so ga razpisali za ta namen pod simbolnim nazivom Moja reka, si občino Slovenska Bistrica uvrstilo na odlično drugo mesto. Prvo mesto izmed 33 prijavljenih na natečaj so zasedli taborniki iz Kranja, tretje mesto pa planinsko društvo Cerknica. Priznanje je nagrajencem v soboto, 3. junija, v Bohinjski Bistrici podelila ministrica za okolje in prostor Irena Majcen. Turistično društvo Ajda, društvo za prirejanje in prikaz starih običajev, letos praznuje 20. obletnico delovanja. Jubilej so obeležili v soboto, 3. junija, v kulturnem domu Leskovec Stari Log. Na prireditvi je zbrane pozdravil predsednik društva Beno Fingušt, kronologijo delovanja društva pa je predstavila podpredsednica Alenka Narobe. Brez vas, dragi člani in občani naše krajevne skupnosti, tudi nas ne bi bilo. Danes praznujemo 20. obletnico delovanja in udejanjanja zamisli, ki se je porodila v nekem družabnem razgovoru v gostišču Vinotoči Jokl meseca marca leta 1997. Takrat je Silvo Krebs navrgel zamisel o ustanovitvi turističnega društva v krajevni skupnosti Leskovec Stari Log. Pobuda je navdušila takratnega lastnika Vinotoča, Toneta Pušnika, zato so sklicali sestanek in krajane povprašali za njihovo mnenje.
Skupaj so se odločili, da začnejo s pripravami na ustanovitev le-tega. Imenovali so iniciativni odbor, kateremu je predsedoval Silvo Krebs, in kmalu so pripravili vso potrebno dokumentacijo za ustanovitev društva. Največ preglavic so imeli pri izbiri imena društva. Po daljši razpravi pa so se odločili za predlog Jožice Pušnik, da naj se društvo imenuje Ajda. 4. julija 1997 so sklicali ustanovni občni zbor, na katerem je sodelovalo 22 članov, ki so sprejeli pripravljeni statut turističnega društva Ajda, društva za prirejanje in prikaz starih običajev. Za predsednika društva so izvolili Toneta Pušnika. Turistično društvo Ajda je do leta 1998 v prikazu starih običajev delovala zelo aktivno. Po vmesnem slabšem delovanju in nesoglasjih v društvu je bilo 25.2.2000 na izrednem občnem zboru razglašena razrešitev Toneta Pušnika in vseh ostalih organov društva. Imenovali in potrdili so nove organe. Za predsednika so izvolili Jožeta Ogrizka, za podpredsednika pa je bil izbran Silvo Krebs. Jože Ogrizek in Silvo Krebs sta postavila društvo zopet na trdna tla. Pod njunim vodstvom je društvo dolga leta zelo uspešno in dobro delovalo. V času njunega delovanja je bil razvit 29.6. leta 2000 tudi društveni prapor turističnega društva Ajda, ki je bil prvi tovrstni v Sloveniji. Izražamo posebno zahvalo Jožetu Ogrizku in Silvu Krebsu za res uspešno in požrtvovalno dolgoletno delo in vodenje našega društva. Naš letni program dela je zelo zahteven, saj obsega v tem letu kar 20 točk raznih prireditev in številnih prikazov dela po starih običajih, saj strmimo k ohranjanju kulturne dediščine naših krajev. Kolikor je v naši moči, pa jo želimo približati našim otrokom in vnukom, da jo ponesejo iz roda v rod. Naše zastavljene cilje uspešno peljemo naprej zaradi ljudi v vrstah članov, ki so zelo zavzeti, katerih vrednote so prostovoljno delo in lastna vlaganja v rezultate dela. Predsednik Medobčinske turistične zveze Slovenska Bistrica Leopold Turk je ob tej priložnosti zaslužnim članom društva podelil tudi priznanja. Prireditev so popestrili s kulturnim programom.
20-letnico delovanja so ajdovci obeležili tudi s praktičnim prikazom svojega dela in lahko so ponosni na to, da svojim sokrajanom, mlajšim generacijam in številnim obiskovalcem iz drugih krajev predstavijo običaje, navade in dela prednikov, saj obstaja bojazen, da bodo mnogi dogodki kaj kmalu utonili v pozabo. V soboto, 3. junija, so v Slomškovem kulturnem domu v Slovenski Bistrici gostili regijsko Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin. Gledališka skupina kulturnega društva Franceta Prešerna Videm pri Ptuju je izvedla predstavo Vinka Moderndorferja Mrtve duše v režiji Metke Ostroško, gledališka skupina kulturno-umetniškega društva Gaj Zgornja Poskava pa je nastopila s predstavo Gorana Gluviča Videoklub v režiji Jožeta Pongračiča. Nastopa je ocenjevala Ana Ruter. Ob tej priložnosti so podelili tudi posebna Linhartova priznanja. Prejeli so jih Jože Križan za glavno moško vlogo v kulturno društvo Sveta Ana, Irena Simrajh za glavno žensko vlogo kulturno-umetniško društvo Šmartno na Pohorju, Urban Pihler za stransko moško vlogo kulturno-umetniško društvo Andreja Stefancioza Studenice, Marija Kocovan za stransko žensko vlogo kulturno-umetniško društvo Vitomaci in Franc Žarjav posebno priznanje selektorja etnološko društvo Ložnica. Igralci Bistriškega teatra, pevke vokalne skupine Vivere in plesalke flamenka Los Tacones so v nedeljo, 4. junija, v Slomškovem domu v Slovenski Bistrici premierno izvedli predstavo Don Kihot. Združili so se ljubitelji in ljubiteljice teh zvrsti umetnosti, ki na svojih področjih delujejo že veliko let. Cervantesovo mojstrovino je za Bistriški teater priredil dr. Aleš Maver. Predstava, ki jo je režiral Jani Šumak, je gotovo unikum zaradi prepletenosti igre s špansko glasbo in plesom. Policisti Slovenije Bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo zabeleženih 19 kaznivih dejanj, od tega 7 tatvin, zatajitev, goljufija, zalezovanje, nevarna vožnja v cestnem prometu, 3 poškodovanja tuje stvari, 2 nasilji v družini, 2 grožnji in povzročitev lahke telesne poškodbe. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je vlomil v prostore podjetja in ukradel 3 klimatske naprave vredne 1000 evrov. Občanka je v reži bankomata pozabila 120 evrov, najditelj pa jih ni vrnil. Pragersko. Z gradbišča sta neznana storilca ukradla 61 opažnih plošč, škode je za 1200 evrov. Črešnjevec. Iz stanovanjske hiše je nekdo ukradel zlat nakit, škode je za 5500 evrov.
Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 12 prometnih nesreč, podali 4 obdolžilne predloge, izdali 68 plačilnih nalogov, odvzeli 6 vozniških dovoljenj in zasegli 1 vozilo. Zaradi kršenja javnega reda in miru so policisti posredovali 8-krat, pridržali 1 osebo, obravnavali pa so še kršitev zakona o zaščiti živali in samomor. Športna zveza Slovenska Bistrica je od 2. do 4. junija izvedla 4. športni vikend. Letošnja udeležba je bila rekordna. Občani in občanke so v športnem parku in okolici sodelovali v več kot 20 različnih športnih prireditvah. Še posebej zanimivo je bilo v petek, ko sta se na glavnem stadionu v revijalni nogometni tekmi pomerili ekipi gospodarstva in negospodarstva. S 6-0 so zmagali predstavniki negospodarstva. Sicer pa rezultat ni bil v ospredju, predvsem je šlo za prijetno druženje predstavnikov različnih področji. Pokala je podelil dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Predsednik Športne zveze Slovenska Bistrica Bojan Fajs po zaključku 4. športnega vikenda ni skrival zadovoljstva. Ta 4. športni vikend v Slovenski Bistrici je pokazal, da je to postala tradicija, da se število udeležencev vedno povečuje, tudi v število športnih panog, ki jih ima v Bistrici, tako da jaz verjamem, da bo to doseglo prihodnje leto še več. To se pravi, še bolj prihajamo do tega, da se občani in občanke nekje združujejo, med seboj tekmujejo in pokažejo neke svoje športne aktivnosti. V nedeljo 4. junija je v Zagrebu potekal mednarodni atletski miting Dinamo Zrinjevac 2017. Na tekmovanju je odlično nastopil član atletskega društva Slovenska Bistrica Nino Celec, ki je v skoku v daljino dosegel normo za nastop na Evropskem prvenstvu mlajših članov, ki bo letos na Poljskem. Nino je z novim osebnim rekordom 751 cm, norma znaša 750 cm, zasedel 3. mesto med člani. Pred njim sta se uvrstila 2. in 3. uvrščena iz letošnjega mitinga v Slovenski Bistrici, Hrvat Pervan in Srb Jovančević. Turistično društvo Viničar Zgornja Polskava je v nedeljo 4. junija v gostišču Golob na Zgornji Polskavi organiziralo 19. odprti šahovski festival veterank in veteranov Slovenije starih nad 50 let. Udeleženci so odigrali 9 krogov po švicarskem sistemu. Nastopilo je 115 šahistov in 5 šahistk. Pri moških je zmagal Leon Mazi pred Darkom Supančičem, šahovski klub Branik Maribor in Borisom Kovačem, Radenska Pomgrad. Pri ženskah pa je slavila Frančka Petek, športno društvo Gorenka Lesce, pred Pavlo Košir, športno društvo Domžale in Simonov Orel Musič. Najstarejši udeleženec je bil Julij Levačič, star je 90 let. Spoštovani, iztekla se je še ena izmed niza informativnih oddaj naše lokalne kabelske televizije Slovenska Bistrica, tako da ste pred televizijske ekrane vabljeni spet čez teden dni, ko bomo imeli spet za vas kaj novega. Dotlej pa vam želimo, da bi življenje teklo mirno. Pa srečno.